Velike kneše poskrbite tudi za vrhunsko tipsko ekipno fotko. Dan je prekrasen, tam je na terasi. Gospod Damjan Ambrožič, kaj nam lahko poveste o današnjem poslovnem teku trojk? Ja, današnji poslovni tek trojk je že 14. po vrsti, oziroma 13. je dejansko, ker 13. smo lanskih spustili zaradi znanih vzrokov, tako da smo kar nadaljevali šteti in je 14. tek poslovnih trojk, letos v omejenem obsegu zaradi vseh zdravstvenih in varnostnih ne problemov, pač pa ukrepov, ki smo se jih lotili, tako da smo namesto običajnih 120 trojk smo letos razpisali samo 33 trojk, tako da tek poteka zares v enem takem varnem okolju. Način teka je štafetni, torej vsaka trojka teče na štafetni način, vsak član trojke preteče en krog, to je 6 km. Obala jezera je res čudovita v tem letnem času, dan imamo krasen tudi in potem na štafetni način vsi trije tekači pretečejo in to je skupni čas. Ni pa toliko mišljeno tekmovalno, kot bolj ta timski duh in pa, ker je poslovni tek, je zraven še pomembno, da se tudi podjetja, ki prijavijo svojo ekipo, med sabo spoznavajo, jasno družijo letos na eni taki fizični razdalji, ker imamo po samem teku je razglasitev rezultatov v kavarni Park. Kavarna Park je del Sava hotelov. Tukaj vse ekipe dobijo tudi kosilo, dobijo radensko penino, kozarec radenske penine in pa jasno imenitno blejsko kremšnito. Hvala lepa zvezovski reprezentanci Roku Kržanu in seveda tudi Smučarski zvezi Slovenije. Še dobre 3 minute do štarta in povemo še enkrat, da tečete po asfaltu, imamo Prešernovega spomenika pod gradom. Člani ekipe A so že pripravljeni na svojih mestih. Člani pod oznakom B in C pa jih lahko le zaploskamo. Gremo AFG! Uvodni krog poslovnega teka. Prebujajo se 3 dirke po Sloveniji, to je ena redkih in uvodnih prvih, seveda sredostjo je pogubno tudi organizatorja letošnjega poslovnega teka broj. 33 dirka predstavnikov različnih podjetij že čakajo predstavniki pod oznakom A. Še 2 minuti do štarta. Našega Igorja DJ-ja bomo poprosili tudi za nekaj dinamične glasbe v zadnji minuti. Priključili smo ravno tako vsebino našemu Roku Kržanu, ki ga bomo videli tudi strakom naše reprezentance. Torej, Rok Kržan, ki je bil tudi triatlonci preko tekačko, vse 13 že državni prvaki in sami tekač. Ampak danes ne bo letelo na polno, kot je povedal tudi Slovenci, priprav s pokljuke, ampak znak za štart pa bo dovolj glasen strani naše triatlonske reprezentance in pa Roka Kržana. Rok, predajam ti mikrofon. Predlagam, da ne bomo predolgo učinili, ampak vsaj od 15 vzdolj pa vsaj. Velja? Pet, 4, 3, 2, 1, hop. Srečno! Znak za štart in uvodni člani ekipe bodo znako Aso že stekli okrog Blejskega jezera. Podpora vsem ostalih do znako B in pa C. Začeli so, lahko rečemo, možno tako kot je prav, tudi pomožne temo, pa potem bodo dodali svoje. Bodite v posameznem krogu in katere ekipe bodo danes stale na zmagovalnem odru.
Na bitki na desni strani ob štartni črti je pripravljeno tudi nekaj vode in pa seveda tudi Erdinger bo skrbel z verjetno že veste, ampak da bomo tudi nekoliko logistično bolj zorganizirani ob pogledu na štartne številke. Mešane trojke se začnejo štartno številko 10 in zaključijo štartno številko 19 oziroma 24, se opravičujem. Torej od 10 do 24 so mešane trojke. Moške trojke se začnejo štartno številko pričakovano, so najhitrejši moški predstavniki. Ko gledamo na štartno listo, bomo verjetno gledali tistim moškim ekipam, ki smo jih medtem že omenjali, kdo bo najhitrejši. Davor Zupančič, zakaj ste se danes udeležili poslovnega teka trojk? Za foro. Dejansko sam za hec smo prišli, no, da vidimo, koliko nam bo ratalo. Rekreativno. Trisport, gospod Matico Šak. Ja, triatlonci smo se odločili pač na začetku sezone, da preizkusimo svojo pripravljenost na enem prekrasnem teku na Bledu. Drugače pa to tudi en uvoren test, kjer imamo 25. junija Evropsko prvenstvo v Kaiserwinklu, polovični triatlon in da danes vidimo, a se sploh splača gorjeti ali ne. Cilji so pa jasno bolj spredi, ne? Ja, jaz se zelo strinjam z Maticom in potrjujem vse njegove navedbe. Amir Dezdarović, tečemo za Savo turizem, tečemo stokradi, tečemo pa da se malo podružimo, pa da se imamo fajn. Super Melita, tečem za Savo turizem. Ja, predvsem zaradi druženja, po tej COVID situaciji je fajn biti spet malo v družbi, da se kaj dogaja, pa tudi za firmo. Maja Kavčič. Ja, kakšni so vaši cilji, zakaj ste se danes udeležili poslovnega teka trojk? Ambasadorka Telekoma Slovenije. Odlično. Kakšne imate pričakovanja od teku, koliko vas je v skupini? 3 smo v skupini. 3 ste v skupini. 2 fanta. 2 fanta, edino dekle. Tako je, da smo mešani, da smo ljudje. Organizator prejo seveda tudi protokolarni del, zaprti del za vse tekače. Ko vidimo razstavni krožek. Bravina, Matija Imakati! za njim pa Luka, samo 100 metrov. 19:39. Kulovec, trena naše panice za kono. Tudi Asta Borini živega. Luka Kovačič in ekipa. Dvojna Spešek in Apol Spešek se uzemora na ulica. Znam bi Luka Kovačič, kakšni občutki po teku? Ja, fajn, spet se nekaj dogaja, tako da konkurenca je bila zmeraj močna, vidite, gremo vsi kot svine obuče, tako da smo se imeli fajn. Po dolgo cajtu se je fajn spihati, energija je dobra, tako da vsi smo to pogrešali, tako da vsaka čast organizatorjem, pa upam, da so tako nadaljevali. Super, najlepša, hvala. Predal Denisu Buzu, potem pa naš biatlonski reprezentant Rok Vršan. Gremo Rok! Njegova najboljša uvrstitev na svetovnih prvenstvih, 25. mesto, pa še to na svojem nadaljevanju. Črpajo na najlepša biatlonska leta. Robič Marjan, zaključili ste eden izmed prvih, kakšni so občutki? Ja, kot vsako leto vročina, traso sicer dobro poznam, ampak mogoče danes za kakšno stopinjo prevroče, ampak zadovoljen s svojim tekom. Na četvrto mesto v moških trojkah teče Miro Kregar za Trikom. Ja, predaješ nekaj metrov, Maticom Šakin čaka. Pogonova triatlonska postava, rednih Marek Ponašov. Iva zdaj naprej, Iva nadaljuje za 3 etape. Ja, super, ponovno se stekam na obrazu in tako je prav. Naslednja Timoteka Barbara Volej ste ena izmed prvih žensk, ki ste zaključila tek. Ne, ena izmed prvih, prva. Kako je? Ja, super je bila proga. Fajn, ko je malo oblaki so pršali, ni bilo tako vroče. Štartali ste pa v velikem soncu. Ja, res je. Drugače pa itak prijemo vsako leto. Odlično, ste v kondiciji. Ja, moramo biti. Hvala. Ajde, gremo, Žine! Žine Osmanić, Dosilos.
in pa Marko Belc, 2 pezi in pol. Marko bo predal Marjanu, Marjan Zarkuš bo tekel v nadaljevanju za DZP in pol. Levo Priboš, Domanica Triglav, 11. september. Ja, Kakina gre naprej. Škorpioni, teče za psihijatrično bolnico Begunje. In nadaljuje Melita Zupa, gremo Melita! Tosidos, 1. Simon Janko nadaljeval, gremo Simon! Ajde, direktor! Barbara Bole. Drugače pa piše na štartni listi, a veš. Salarini! Jokija Janeš pa je naprej. Ja, 16. Tukaj ne bo Melita Praško, verjetno bomo nadaljevala. Ja, Melita že čaka. Tako da je odpravil prvi delo, ali je ne malo, ali pa da ne prizja. Pa vi se najboljša publika. Vike čaka Marijo. In bravo Marija, Renata Peterman je, če sem prav videl, 34. Robert, hvala, ker boš poskrbel za Marijo. Tako je tudi prav. Naj zadika. Vitja Uršeland. Maja Nikolič, da Maja. Maja Nikolič za predlog Slovenije, potem pa nadaljuje Alan Čuli. Matija Poštaj, komunalni socialki, javno in komunala Brištenjo. Seveda, kako drugače kot zeleno majico. Tečeš na sliko. Kako je bila na zadnjem zmagovalni mišljeni ekipi SKB-ja s časom 1.22 in še nekaj malega dobliža, kako bo tokrat tiho bomo videli. Ja, Vika Senčer je še ravno kandimo nas. Kilometri za Alenko Štular. Graščankine teatrične bolnišnice Begunje. Ženska ekipa 1 od 4, ki je predala v nadaljevanju. Miro Kregar je pa vzel tole triatlonsko nalogo resno, zdaj že na kolesu. Pa lep prihod ekipe Telekoma Slovenija 2, zakaj? Pričakala sta Robi in pa Maja Tonja Bavtka, ki je tekel kot prvi član. Ja, super ekipa Telekoma Slovenija, blizu tistega časa, hitrega časa, torej 20 minut za posameznika v posameznem krogu, nekaj često vrhunski časi, kar je po 20-tico, lahko rečemo samo izjemno. Prva mešana ekipa je prevzela vodstvo, lahko rečemo absolutno. Jure Vajza, CUDV Radovljica. Super tek. Tretji je šel na pot s kar precejšnjim zaostankom in prehitev oba, tako številko 41 Luko, Bašanezeja in pa tudi Jureta Zidarja. Prva moška ekipa se dala v cilj drugega kroga. Torej, precej so se premešale karte tukaj v drugem kraju. Jure Zidar. Gremo Jure. Jure Zidar teče na drugem mestu med moškimi ekipami. Šport 11, Žiga Šport. Šport 11. Korak je bil dovolj dolg, samo frekvenca je bila večkrat prenizka. Jan pa zadnji član ekipe. Opa, to je sprememba. Mislim, da so pritekli na tretje mesto. Vino, ki pa že pogleduje na uro, ali bo dovolj tudi za premik proti drugem. Mislim, da je razlika prevelika, ampak zagotovo postajajo na visokem tretjem mestu. Andrej Markun,
Kroglentiro. Borut čaka na zadnjo predajo Telekoma Slovenije 1. Borut Grubalšek nadaljuje. Predstavnik Intersporta. Uroš Rozman. Zmagovalna moška ekipa je v cilju. Intersport. Predtem pa ne bomo pozabili tudi pozdraviti in čestitati Evi Čebašek, Haris Babkič pa za desnik tim Milan Nedeljov v zadnji krog. Predstavniki, druga mešana ekipa pri moških, 14 Žiga Šport na drugem mestu z Janom Palovšnikom. Tak počasen, eleganten korak. Miha zaključuje, dovolj mislim na neuradno zaenkrat za tretje mesto. Na četrto mesto, majhna razlika med tretjim in četrtim mestom. 3 sportovci tečejo na četrto mesto. Miro Kregar, Matic Romšak in Tomaš Pilih zaključuje. Spodlar Elan Voyager, številko 11, cepa tudi Irina Švara-Strojin, CUDV Radovljica. Peter Žmirovič, Lip Bled. Številko z Impol. Urša Volk. Minka Pogačnik, Šignic, če vse prav za Graščakinje čaka v zadnji predaji za psihiatrično bolnišnico Megunje. Ena od 4 ženskih ekip. Tole pa je vodilna ekipa. Sani Studio. Prihajajo Barbara Bole, Eva Urše in Sergeja Vogrinčič. Sani Studio, D.O. Zdaj pa samo še večkrat Sanija, da ste na nebo, pa ste zmagali. Ja, to ste že zmagali. To je super šprint. Predstavnika ekipe Škorpioni, psihiatrične bolnišnice Megunje, Tomaž Dolar. Nikomu preveril, ampak po majicah sodeč ostalih članov, verjetno gre za komunalo Brežice, ali pač bomo preverili, Niko? Zdaj pa še komunala Kranj, to je tale komunalni dvoboj. Tole pa je še lepši dvoboj, Niko. Če pogledamo pod oznako številko 30, tečejo družno v cilj. Rina, Tina, še ena Rina, kar Rina. Pravi gleda. No, tule pa prihaja številko 16, C, Jernej Maren, ki ne bo zmagal v tej tekmi. Še malo Jernej, je pa zmagal na razpisu za ljubljansko obvoznico. Prav Maren, D.O. ekipa. Melita, Jernej in Tadej. V Bošnjah, potem v Radovljici, en teden kasneje, 24.6. Kranjska Gora se mi zdi 15. Vsako leto zberemo kar precejšno število sredstev, tudi s pomočjo tekačev, ki sodelujejo, oziroma podjetij. V tem letu pa bo organizator Šport ob jezeru in pa podjetje Rodeo Trade namenil sredstva Zvezam prijateljev mladine Slovenije oziroma akciji Pomežik soncu za otroke iz socialno ogroženih družin, torej čim več sredstev za vse tiste, ki bi šli radi na morje, pa ne morejo. Kaj pa je s tvojim športnim delom? V Kranjski Gori na svetovnem pokalu smo te lahko pozvali v odličnih vožnjah, si še mlad tekmovalec v razvoju. Kako je s tvojim tekmovanjem, kje vse te bomo lahko v prihodnosti spremljali, Jernej? Lep pozdrav še v mojem imenu. Hvala, da ste me povabili na ta dogodek. Ker se pa tiče smučanja, pa naslednjo sezono, sigurno ta 1. januar je vrhunc na norveškem svetovno prvenstvo, potem pa še marca paraolimpijske igre. Upam, da zaradi vse te situacije bojo in
upam, da dosežem čim boljši rezultat. Ja, tudi mi ti želimo seveda, da se uvrstiš na paraolimpijske igre in da se ti uresničijo vse želje. Mogoče za vse, ki ne spremljamo prav od blizu rezultate že, ampak kako izgleda samo smučanje paraalpinca, parasmučarja? Je to posebna naprava oziroma kako se temu reče, kaj imate za pomoč smuči in tako naprej, če nam malo opišeš? Ja, v bistvu pač samo smučanje je dosti podobno klasičnemu smučanju s tem, da pač jaz nimam dveh smučk, ampak sedim v monoskiju, kjer je pač pod monoskijem ena smučka in pač v roki imam ene dodatne palce, ki mi pomagajo pri ravnotežju in je v bistvu to se ne razlikuje prav dosti od klasičnega alpskega smučanja. Lahko rečemo z domačo blagovno znamko, domačo seveda ne slovensko, ampak govorimo o podjetju Rodeo Trade. Zato vabim pred mikrofon Damjana Ambrožiča in še seveda dva naša vrhunska športna gosta, ki se bosta pridružila Damjanu Ambrožiču. Prosimo še Martina Čatra in pa Miha Hrobata, da se pridružita na našem odru. Dober večer vsem skupaj. Sonček. In Sončko. Zdravo Miha, zdravo Martin. Torej, skupaj smo spravili pod streho tudi 14. tek, poslovni tek trojk. Torej, lani je bil 13. in ga nismo imeli. Letos je 14. smo kar naprej šteli, upam, da bo, ne verjamem, da bo tudi 15. naslednje leto in vas že zdajle vabim. Predvsem pa, tako kot vsako leto, globok poklon vam, ki ste prišli. Letos, kot ste opazili, smo naredili zaradi zdravstvenih razlogov in situacije, ki je bila pred enim mesecem še zelo, kakšna, nismo vedeli, kakšna bo, zaradi tega smo se odločili, da bomo letos povabili na ta tek samo 33 trojk. Morali smo napraviti to omejitev, zaradi tega, da imamo mize 3 metre narazen in torej nadaljevali bomo pa zdaj s tem žrebanjem. Hvala lepa vsem še enkrat, ki ste prišli, ki ste odtekli, in verjamem, da bo tudi tele kaplje, tale sonce prižgal, torej tele kaplje odgnal. Zdaj pa gremo naprej, torej Rodeo Trade, torej očala Serengeti, najboljša tehnologija sončnih očal za vožnjo predvsem. Miha in Martina bomo poprosili, da to izžrebata. Ja, hvala lepa, ker sta danes z nami, vrhunska tekmovalca, alpinca v hitrih disciplinah. In naj povemo seveda, da smo bili veseli prve uvodne zmage v svetovnem pokalu našega Andreja Jermana. Zraven njega pa eden od tekmovalcev, ki je mogoče, ne bomo rekli skromno, ampak najbolj predan smučarskim užitkom in smučarskim naporom, tudi mladinski svetovni prvak in tako naprej. Mislim, da Kranjčan, ki živi v Ljubljani. Ja, hvala lepa, Miha Hrovat. Mogoče vprašanje, kaj so za vaju hitre discipline? Vemo, ampak za vaju, kaj štejeta hitrim disciplinam, ne samo v smučariji, ampak nasploh? Na štartu, ne? Pol, ko se poženeš, pa tako moraš smučati, ampak na štartu pa srce razbija, se moraš pognati. Ok, imamo različna prizorišča, Kitzbühel in tako naprej. Je kdaj ta adrenalin še bolj prisoten oziroma na katerem od prizorišč? Ja, kot si že omenil, Kitzbühel je vsekakor spoštovanja vreden, tudi ostali so, ampak tisti Kitzbühel pa je tako pravijo, da je tisti res en najtežjih. Srečnemu dobitniku oziroma dobitnici vrhunska očala znamke Serengeti. Dobi pa jih tekmovalec številko 12A. Druga očala dobi tekmovalec številko 33A. Simona, ja super, bravo, čestitke. No, Martin pa je izvlekel še tretjega, 47C. Mislim, da še ena očala imamo, pa ne jih žreba Miha tokrat. Že? Ok, že. Super. 47C. Bo.
No, evo, naj mu očala dobro služijo in zaščitijo oči. Da gremo naprej, Grega. Ja, super, kar se tiče nagrad Rodeo Trade in pa oziroma blagovne znamke Serengeti, hvala lepa. Hvala tudi obema športnikoma, en aplavz za Martina Čatra in Miha Krobata. Tretje mesto, mešane trojke, je osvojila ekipa v postavi Renata Peterman, Uroš Mravlje, Tomaž Dolar, ekipa Škorpioni, psihiatrična bolnišnica Begunje. Njihov čas 1:23:08. Centra za usposabljanje, delo in varstvo iz Radovljice, hvala lepa za unikatne medalje. Renata, Uroš in pa Tomaž pa pred vami na odru. Na drugem mestu Niko pa, lahko rečemo skoraj da domača ekipa. Drugo mesto, ekipa Tvoj nasmešek mi da pa uspešek v sestavi Marjan Robič, Jure Vajs in Irina Švaras-Strojin. Marjan je začel, Jure je nadaljeval in prevzel celo vodstvo med vsemi ekipami, potem pa je zaključila Irina Švaras-Strojin. Njihov čas 1:14:49 in drugo mesto CUDV Radovljica. In zmagovalci, kdo drug, tako se tudi spodobi. Iz višinskih priprav na Pokljuki, lahko rečemo na bližnji Bled, na prvem mestu pa biatlonska reprezentanca Slovenije, Rok Tršan, Nika Vindišar in Lovro Blanko. Ja, Rok Tršan in Lovro Blanko sta odkolesarila nazaj na Pokljuko, dežurna za prevzem medalj in radgonske plenine, pa Nika Vindišar. Nika, saj si polnoletna, ne de? Ja, okej. Mislim, da bo vse v redu. Zmagovalna penina Radgonskih goric za zmagovalno mešano trojko biatlonske reprezentance. Na drugem mestu z aplavzom tudi CUDV, Tvoj nasmešek mi da pospešek in Škorpioni na tretjem mestu. Dajmo jim malo zaploskati. Nika, zasedla si prvo mesto, kakšni so občutki? Ja, občutki so zelo dobri. Katerakoli zmaga na kateremkoli področju je v bistvu vedno dobrodošla. In, ja. Naslednje leto prideš nazaj? Ja, mogoče, najbrž, ne vem. Za ekipo To si dos 2, Tine Rozmanič, Rok Zupančič in Miha Jan na tretjem mestu. Na drugem mestu ekipa Šport 11, Žiga Šport, Luka Kovačič, Jure Zidar in Jan Palovšnik. Bravo, bravo ekipa, Žiga Šport, Šport 11. Z našim izjemnim Luko Kovačičem, trikratnim zmagovalcem preizkušnje Red Bull 400 v Planici, z rekorderjem planiške letalnice v obratni smeri 4:58, z državnim prvakom. In tako naprej, skupaj z Juretom in Janom na drugem mestu. Njihov čas 1:09:53. In še zmagovalci med moškimi trojkami. Izjemna ekipa, ki ni takoj na štartu pokazala, kako hitri so, ampak stopnjevala. To je ekipa Intersport na prvem mestu. Miro Nikolič je začel, Denis Guzelj in
pa Uroš Rozman je zaključil. Skupni čas zmagovalne moške trojke 1:03:43. Čestitke. Odlično. Začenjamo pa s tretjim mestom. Na tretje mesto so se uvrstile predstavnice ekipe. Klemen Dolenc, pozor. Tečem z nasmehom. Klemen Dolenc, ekipa Dekleta pa v postavi. Valerija Belč, Simona Božak in Alenka Demšar. Kaj pa tole? Kakšne luštne punce. Bravo, Klemen. Super. No, predvsem vam je všeč tisto, da tečejo z nasmehom, s kakšno grimaso, ko dajo zadnje atome moči od sebe, ampak ko res uživajo v teku. Bravo, punce, počakajte seveda, da razglasimo tudi drugo in pa prvo mesto. Na drugem mestu, Niko, pa... Drugo mesto, MČM Vihar, MČM Slovenija, Nina Marišek, Brina Tomovič in pa Nina Zalaznik. In v cilj so res pritekle, kakor Vihar. Evo jih, punce, bravo. Športne čestitke, stisk roke. MČM na drugem mestu. Unikatne medalje izdelane strani varovancev Centra za usposabljanje delo in varstvo iz Radovljice. Hvala lepa še enkrat. In večkratne zmagovalke poslovnega teka trojk, večkrat tudi v boju z urgenco, ki je danes manjkala, ampak ubranile so prvo mesto iz leta 2019 in tudi predtem, ko smo zamrznili seveda za eno leto poslovni tek trojk, na prvem mestu pa Niko Sunny Studio. V postavi Barbara Bole, Eva Urše in Sergeja Vogrinčič. Čas zmagovalne ekipe 1:21:24, Sunny Studio na prvem, na drugem 1:34:26, MČM Vihar in na tretjem z 1:38, tečemo z nasmehom. In tole je, spoštovani tekači in tekačice, najlepši nasmeh deklet pred vami na našem odru. Dajmo jim manj zaploskati.